Izsiljevanje z intimnimi posnetki, nekaterim poznano tudi pod izrazom sextortion, je oblika spolnega izkoriščanja, ki v glavnem poteka na spletu in se poslužuje predvsem nefizičnih oblik izsiljevanja. To v praksi poteka tako, da storilec žrtvi zagrozi, da bo razširil njene intimne posnetke, vkolikor mu ne priskrbi še več tovrstnih posnetkov ali spolnih uslug oziroma denarja. Izsiljevanje običajno poteka preko različnih sporočilnih aplikacij, videoplatform, videoklepetalnic, klepetalnic za zmenke, preko družbenih omrežij. Pravzaprav se storilec prilagaja žrtvi glede na to, kje bosta komunicirala. Če gre za mladoletnika, za mladoletno osebo, potem storilec ponavadi z njo stopi v stik najprej preko družbenih omrežij, kjer poskuša pridobiti od njega čim več osebnih informacij. Torej, kdo so njegovi prijatelji, kdo je njegova družina, kam hodi v šolo, kaj rad počne v prostem času. Potem pa to komunikacijo spelje na nekoliko bolj zasebne platforme oziroma mladostnika povabi na klepet v živo, kjer od njega poskuša pridobiti tudi intimne posnetke. Storilci najpogosteje skušajo pridobiti prvi intimni posnetek ali pa prvo zelo osebno, globoko informacijo o posamezniku, s katerim komunicirajo. To so mladostniki, dečki in deklice. In njihov namen je po pridobitvi te prve intimne fotografije, videoposnetka, da zahtevajo še več teh posnetkov ali pa v drugih primerih, ko zahtevajo srečanje v živo, pri posameznih primerih pa tudi zahtevajo finančne ali materialne dobrine kot odkupnino za posnetke, da jih ne bodo objavili. Vkolikor žrtve tega ne sledijo storilcu, je potem dejanje teh storilcev nagnjeno k izsiljevanju. Torej, zahtevajo te slike, videoposnetke, da se obnašajo tako, kot oni zahtevajo, v nasprotnem primeru pa zagrozijo, da bodo te posnetke objavili na spletu, na raznih forumih, ki jih obiskujejo njihovi vrstniki, ali pa izdelali lažni profil na nekem družbenem omrežju in objavili te slike na enem mestu. Konec koncev so se o teh žrtvah zelo dobro podučili, kakšne navade imajo, kako se obnašajo, kako se vedejo na spletu in tudi v tej smeri gredo njihova izsiljevanja. Posledice, s katerimi se soočajo mladostniki, ki so žrtve izsiljevanja, so različne. Tisti, pri katerih se je dejansko zgodilo, da so njihovi posnetki pristali na spletu, torej da so se grožnje storilca uresničile, poročajo o izgubi prijateljev, o izgubi spoštovanja med vrstniki, nekateri so se preselili v drugo mesto, zamenjali šolo, začeli s terapevtsko obravnavo. Občutki, ki spremljajo te mladostnike, so običajno občutki sramu, krivde, samoobtožujejo se, tesnobni so, imajo simptome depresije. Nekateri svojo stisko izražajo tudi skozi samopoškodovalno vedenje, razmišljajo o samomoru, nekateri celo poskušajo storiti samomor. Nemalo je tudi mladostnikov, ki so zašli v finančne dolgove, ker so spoštovali oziroma uresničili želje, zahteve storilca in mu plačali določene vsote denarja.
to sprašujemo vsi na šolah, kako ukrepati, nekih točnih protokolov ni. Najpomembneje je ukrepati. Torej ne se delati, da se nič ni zgodilo oziroma pomesti pod preprogo, ampak narediti nekaj, pristopiti najprej k posamezniku, ki se mu je to zgodilo, delovati oziroma stati mu ob strani takrat, ko mu je najtežje, enako opraviti s tistimi, če so morebiti na naši šoli, ki so intimne posnetke delili naprej. Absolutno se ukvarjati z skupino opazovalcev, tistimi, ki vidijo vse te slike, ki vidijo vse te posnetke in potem jih samo všečkajo in se smejijo in se o njih pogovarjajo, nihče pa ne pomisli na to, kako se žrtev počuti. Ne zato, ker so slabi otroci, ampak zaradi tega, ker ne razmišljajo in je potrebno tudi z njimi se pogovarjati, stopiti jim bliže, povedati, kako in kaj je prav, da se ravna v teh primerih in predvsem ne bežati v stran od problematike. Pomembno je, da se s tem ukvarjamo od vodstva šole do učiteljev, svetovalnih služb, skratka vsi, ki na šoli strokovno delujemo in se gibamo z otroki. Potrdimo in pozdravimo to, da nam je povedal, kajti to je prvi korak k reševanju težav. Potem je potrebno napotiti mladostnika otroka ali mladostnika učenca, torej naj takoj prekine komunikacijo z osebo, ki ga izsiljuje, predtem pa še naj ga kar odločno opozori, da če se bo izsiljevanje nadaljevalo oziroma če se bo neželeni posnetek znašel na spletu, da bo tudi sam ukrepal in ga prijavil policiji. Zelo dobro je to, da se nam je zaupal in potrebno mu je ponuditi varen prostor, da v njem tudi ostane, da ga bomo spremljali pri vseh nadaljnjih korakih, torej morebitni prijavi policiji, vključevanju staršev oziroma vsemu, kar se bo po izseljevanju dogajalo. Zelo pomembno je, da ne ostane sam. Pa naj shranijo dokaze, da bomo lažje ukrepali. Takoj, ko se izsiljevanje začne, opozorim izsiljevalca, kaj sledi, če bo grožnje uresničil. Po poslanem sporočilu takoj prekinem komunikacijo s storilcem. Shranim vse dokaze groženj in izsiljevanja. Težavo zaupam odrasli osebi. Izsiljevanje prijavim policiji. Poskušam se izogniti samoobtoževanju. Sama nisem popolnoma nič kriva. Neznanec je zlorabil moje zaupanje. Naredim vse, kar je treba, da se moji posnetki umaknejo s spleta. Za pomoč se lahko obrnem na prijavno točko Spletno oko ali na SI-CERT. Poiščem informacije, kako se zaščititi v prihodnje. Pomagam si s spletnimi mesti policije, SafeSea, spletnega očesa in Varni na